Prejšnji teden je bila novica, da v Sloveniji nima 130-140 tisoč ljudi osebnega zdravnika. In kaj se zgodi, ko rečeš osebnemu zdravniku, on ti postavi 3, 4, 5 vprašanj, da ugotovi, kaj je s tabo narobe, oziroma da postavi diagnozo, kaj je verjetno narobe. Tako. In zdaj dosti ljudi gre tja za pogovor, to je res, ampak pač meni se zdi to ful zanimiva ideja, da bi bil, ne bi rekel, kot displacement tega osebnega zdravnika, ampak komplement, ali pa prvi nivo, ja. Ja, to se strinjam, da bi v bistvu ti bi se z njim pogovarjal, on bi te spraševal, on bi ti predpisal neke preiskave, če bi bile preiskave mal invazivne ali pa nevarne ali pa drage, bi mogel to potrditi zdravnik, če pa ne bi to pošlo avtomatsko naprej. Pa še boljše, primer, vsak od nas od zavarovalnice dobi še nek taki mini device, ki ti meri neke zadeve. Veš, lahko doma celo neke zadeve že preveriš, nekaj bolj simple. Ok, to je res, think it well through, ampak pač meni se zdi, da gre definitivno tja.